Sedma največja občina na Slovenskem. Občina Domžale, ki premore okrog 35.000 prebivalcev. Gre za ugledno podjetniško, športno in kulturno središče. Čeprav se Kamniška Bistrica vije po najbolj poseljenem delu Slovenije, lahko ob njeni strugi še vedno doživimo modro-zeleno spogledovanje z nebom, skrivnostnost šelestenja obrežnega zelenja in občasno divjost vodnega toka. Fantastična doživetja in priložnosti za počitek, sprostitev in rekreacijo, ki jih v sebi združuje reka s svojim obvodnim zelenim pasom, imenovanim kot zelena os regije. Med znamenitosti sodijo kulturni dom Franca Bernika, ki je bil zgrajen pred več kot 100 leti. Pobudnik in organizator gradnje je bil domžalski župnik Franc Bernik, postavilo pa ga je Katoliško izobraževalno in podporno društvo Domžale. Danes ima v kulturnem domu prostore glasbena šola Domžale, v Tomčevi dvorani je mestni kino Domžale, obenem je to tudi dvorana za gledališke predstave in različne prireditve. Nekdaj slamnikarska tovarna, ki je bila prva nova tirolska slamnikarska tovarna v Domžalah, zgrajena leta 1874. Danes imata v stavbi prostore občina Domžale in upravna enota Domžale. Kavarna Flerin je del moderne meščanske hiše, ki je bila zgrajena pred več kot 100 leti. Visoko pritlična stavba je podolgovatega tlorisa z glavno fasado, ki je zasnovana simetrično s klasicističnim ter secesijskim okrasjem na fasadi in obokano kletjo. V tej hiši je veletrgovec Anton Miller starejši več kot 30 let opravljal dejavnost vinske trgovine. Češminov park, oazo sredi mesta, so zasnovali strokovnjaki z področja geomantije, arhitekture in krajinske arhitekture. Park najbolj zaživi ob različnih dogodkih in prireditvah, ko se tu vedno zbere veliko ljudi. V zadnjem letu je tu svoj prostor našla odlična kavarna Češmin. Grad Krumperk je renesančni grad, katerega prvi znani lastnik je bil Herkules Kreuzberger. Po njem je grad dobil ime Krumperk. Stoji na prijaznem hribčku na južni strani Doba. Sezidali so ga gospodje Koprivniški, ki so zapustili prvotni grad na Konfinu. Valvazor poroča, da se je prvotno imenoval Turen pod Krumperkom. Na Krumperku je bila med drugim rojena Ana Marija, mati Janeza Vajkarda Valvazorja. Na tem gradu je živel tudi vitez Adam Ravbar, narodni junak, poveljnik kranjskih plemiških konjenikov in zmagoviti udeleženec bitke proti Turkom pri Sisku 22. junija 1593. V neposredni bližini avtocestnega priključka Domžale, zraven gradu Krumperk in v bližini železne jame ter jamarskega doma deluje pedagoško-raziskovalni center za konjerejo Krumperk. V skrajnem zahodnem delu Posavskega hribovja, na zakraselem pomolu nad levim bregom rečice Rače, vabi tudi železna jama z 2 dvoranama, ki sta med seboj povezani z rovom in mostovi ter jamarski dom s stalnimi razstavami. Na sredi domžalske ravnine stoji griček Goričica, na njem se stikajo farna cerkev Marije Vnebovzete, kapela Matere Božje, farno pokopališče, župnišče in veroučna šola. Goričica ima bogato zgodovino, postavljena pa je bila najpozneje v srednjem veku. V 15. stoletju so jo obdali z obzidjem. V Slamnikarskem muzeju v sredi Domžal pa si lahko ogledate stalno razstavo 300 let slamnikarstva na Slovenskem, kjer boste izvedeli prav vse o rokodelski dejavnosti, ki je močno zaznamovala Domžale. To in še več so Domžale, prijetne za bivanje ali za turistični izlet. Košarkarski klub Ljubljana, kot tretji predstavnik na tretjem sportklubovem turniru Basket for Kids, tukaj so košarkarji iz Ljubljane, in pa seveda domačini za konec košarkarji Helios Sansov, en velik aplauz tudi za domačine, zgodovalce prvega srečanja.
množica mladih, ki že nabirajo prepotrebne izkušnje na košarkarskih parketih. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ne zelo veseli, da smo lahko danes v tem košarkarskem mestu prvi Domžala, ker mi smo dobili v odličnost in suverenost same organizacije enega izmed naših 4 turnirjev. Če malce povem zelo starše, zakaj se skupaj pravzaprav gre. V vseh državah, kjer je sport s svojimi televizijskimi kanali prisoten, to pomeni v Sloveniji, Srbiji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in pa Črni gori, se odvijajo takšni turniri, kot je tale danes v Domžalah. Torej za fante do 13. leta starosti. V vsaki državi bomo kasneje dobili enega zmagovalca in tisti zmagovalec bo potem nekako predstavljal Slovenijo, slovenski sport klub, na Hrvaškem, seveda Hrvaškega in tako dalje. Tudi na sklopu na nek način zaključnega turnirja košarkarske Eurolige, ki bo letos maja v Beogradu. Torej najboljša ekipa iz Slovenije bo šla na usporedni turnir v Beograd, tam pa se bomo pridružili, poleg vseh zmagovalcev vseh posameznih držav, še podmladki ekip, ki bodo dejansko igrale na zaključnem turnirju četverice same Euroligi. Naj omenim, da smo se seveda v štartu razmišljali, da smo pogovarjali se predvsem o tem, da želimo trenerje, želimo starše, želimo košarkarje, tiste, ki čutijo košarko, ki jim rezultat ni prvovrstnega pomena, ampak predvsem to, da se da otrokom možnost, da izgubijo žogo, da naredijo kakšen napad, pa zaradi tega niso kaznovani. Mislim, da smo na nek način s tem poslanstvom uspeli ujeti praktično vse tisto, kar smo želeli, in tudi dokaz prvi današnji 2 tekmi sta takšni, videli ste ogromno fair play, športnih potez na samem igrišču, zato predlagam, da še enkrat zaprostimo košarkarjem za te gradne predstave. Seveda nas čakajo danes še 4 tekme. Fantje igrajo, kot smo videli, v dresih sport kluba, dvobarvnih dresih, ki bodo tudi ostali za kasneje za vse njih. To je na nek način tudi naše darilo, naš poklon. Nas pa zelo veseli predvsem to, da smo uspeli v projektu zvabiti tudi enega izmed največjih košarkarjev v Sloveniji, in sicer tudi 3-kratnega zmagovalca Eurolige, 2-krat MVP-ja Matjaža Smodiša, ki se bo tudi uspeli zahvaljuje. Naj omenim, da Matjaž absolutno ni človek, ki bi se bahal s svojimi govorikami, in ko smo ga na prvem sestanku pobarali, če lahko prinese svoje govorike, je rekel, moram jih najprej najti, ampak sem potrudil in bom nekje v garaži našel tudi mesto na tale turnir, tako da lahko tudi fantje vidijo, kaj morda nekoga izmed njih čaka kasneje v karieri. Še enkrat hvala lepa vsem udeležencem, hvala sodnikom za krasno sojenje, hvala trenerjem za potrpežljivost in pa Kelio Sanz za organizacijo enega izmed 4 turnirjev. Hvala lepa. Hvala Miha Petro. In kot rečeno, kot je tudi že Miha izpostavil, smo seveda veseli, da je z nami, tako kot na predhodnih in tudi na naslednjih turnirjih, ambasador projekta Izjemen košarkar. Dajte velik aplavz Matjažu Smodišu. Matjaž, prosim za začetek lahko rečeva, na kakšen način tudi sami spremljate te turnirje in kot nekdanji košarkar in kot starš? Kaj pomenijo tako staršem, kot seveda tudi otrokom? Dobar dan vsem skupaj, pozdrav še z moje strani, čestitke vsem nastopajočim. Ne samo so to najlepši trenutki v življenju, ko se bodo bile naši novodobni košarkarji zavedali še čez nekaj časa, da so bili košarkarski koraki res stopnica oziroma vod v športno življenje. Verjetno bo ostalo življenjski prijatelj, ko se bo srečal čez 10, 15, 10, 20 let, bodo spomenili takove turnirje in dogodke, ki so del njihovih pogovorov. Verjamem, da so starši ključ vsega. Sam sem tudi starš 3, ko zdaj že 11-nikov. Vem, koliko pomeni nek starševski vložek in tako naprej, koliko je to neke volje, konec koncev tudi financ, da se taka zgodba bo izgledala, da so fanti prav usmerjeni. Tako bi prosil vse fante močan prav za vse starše na tribuni, ki se več skupaj. Z veseljem sem ambasador takšnega projekta, ki je več kot pravilno športno in življenjsko usmerjen.
Hvala, Matjaž. V bistvu lahko za zaključek še tak nasvet tem mladim fantom. Zadnjič, ko sem imela pogovor z Matjažem, da sem te omenil zelo zanimivo anekdoto, da je bilo težko najti res, ki bi bil prav, ko ste bili vi 12-13-letniki. Na kakšen način lahko rečete tem mladostnikom, pravzaprav, da jih čaka res kup veselja še v nadaljevanju športne kariere, ne glede na to, kako profesionalna in uspešna bo? Ja, teh anekdot je res več. Sigurno obstaja v mojih spominih ta problem velikosti. Nisem še dan danes po nekih standardih, vrata so prometni, avtomobili so prometni, pulse so prekrati in tako naprej. Upam in verjamem, da tudi kakšen teh fantov kosu te probleme. Je pa res, da to druženje in prvi korak je ostal zavedno v spominu. Sigurno ta fantastična infrastruktura domžalskega Heliasa je navadna lokacija, da se pokaže ti talenti in pride do novih izkušenj. Mogoče z nekaj let pa pogovarjati z nekom, kako bo on, oziroma naš današnji šarkar izlagal po svojih prepetljajih, o premejih, oziroma prepetljajih. Super, hvala Matjažu za skupine izkušnje in za znanje našega projekta. Hvala še enkrat vsem 4 ekipam, te srečali se že za nami 4 tekme nas še čakajo in komaj čakamo na to, da vidimo, katera ekipa gre v veliki finale. Hvala še enkrat vsem, turnir Domžale, torej tudi Uran Odprt. In pa seveda še eno fotografijo bomo naredili vsi skupaj, kar pridite, večne se pomešajte med sabo, enkrat na to oziroma vejni dobro rdeči dres. Tako da, dajte se kar v to stran, znova gledate tja, torej je naša kamera, vsi posnetki, vseh tekem in načeloma tudi vseh intervjujev, bodo seveda objavljeni tudi na Sportklubovi YouTube strani, torej vse tekme, ki smo jih danes posnetili, boste lahko videli tudi kasneje na internetu. Tule se bomo postavili. Takole pokaže, kakšna skupinska družinska fotografija. In tole, seveda fotografije se vedno lepše, če so v zadnjih ploskah. Hvala. Roke, vesela. In evo. Bravo, mladi košarkarji, uživajte še naprej, ker nam je že 3 tekma. In pa seveda povabimo vsem košarkarskim ekipam oziroma obima ekipama, ki ne boste igrali na naslednji tekmi. Tamle je seveda še naprej vitrina, vsemi pokali in lovorukami, ki jih je osvojil v svoji karieri Matjaž Smolič. Vabim torej tako košarkarji, trenerji, starši in vsi ostali, da izkoristite priložnost in se Zdaj mi povej, koliko si se pripravljal na ta turnir oziroma kaj ti pomeni igranje na enem takemu turnirju? Ja, veliko, to je res dobro, ko lahko prijaš tudi to mlajšo Euroligo. Kot kapetan, kakšno vlogo moraš opravljati na igrišču in pa tudi v slačilnici, domnevam, da vse fantje te imajo za vzor? Vse moraš skozi spodbujati, pa ne smeš nikoli nehati. Kaj si se kaj od prve tekme naučil? Si bil kaj jezen nase ali danes je tekmovalnost malo bolj v ozadju? Ja, malo sem bil jezen nase, pa tudi na druge, ker smo preveč teh sicerjev falili, pa lahko bi boljše obrambe igrali. Se zdaj bo pa druga tekma, boste to pokazali? Ja. Super, evo, uspešno pa fajn zadeni. Ok, hvala. Me zanima, kaj pomeni tovrsten turnir vam kot ekipi in pa seveda tudi otrokom, ki imajo na ta način priložnost najbrž in spoznavati in nabirati izkušnje. Ja, to je definitivno za otroke te starosti ena lepa nova izkušnja, ki jo do zdaj niso bili deležni. Sploh na način, da imajo priložnost poznati mogoče ekipo iz drugih držav, se mi zdi zelo dobra ideja. In pa poleg tega se mi zdi zelo dobra ideja, da ni v bistvu prvi cilj tega turnirja zmaga. Je seveda tudi fajn zmagati, ampak da je tudi cilj tega turnirja, da se otroci med sabo spoznavajo,
delijo neke izkušnje med sabo in pa da na koncu uživajo in spoznavajo fante iz drugih držav. Na kakšen način pravzaprav ste jim predstavili turnir? Kaj ste jim rekel, za kakšen turnir gre, v čem se razlikuje od tistih običajnih tekem, ki jih ponavadi igrate? Ja, čist preprosto. Jaz sem jim rekel, fantje, če si boste zaslužili, greste v Beograd. Tudi sem jih vprašal pred turnirjem, če je že kdo kdaj bil na Euroligi, na finalu Eurolige nobeden in so bili ful navdušeni. To jim je bila sploh najbolj pomembna stvar, da grejo nekam v tujino na nek turnir in da mogoče vidijo nek Real, konec koncev našega Lukata Dončića, kako uživo igra, konec koncev druge vrstnike, kako delajo, kakšni so isto veliki, majhni in tako naprej. Še zadnja stvar je pa povezana s tem, ste organizator turnirja, seveda hvala za to, da ste nas tako lepo pričakali v taki fajn organizaciji. Zanima me, na kakšen način je to seveda tudi en pokazatelj, da Helios dobro dela, da ima kopico mladih otrok in da je pravzaprav seveda, tako kot je rekel tudi Miha Penko, košarka doma v Domžalah. Kar se tega tiče, jaz lahko pač iz prve roke kot delavec za temu klubu povem, da je košarka kle v Domžalah skoraj na prvem mestu. Kar se tega tiče, imamo ogromno bazo otrok, ogromno mladih trenerjev, tudi malo starejših izkušenih, ki nam dajo izkušnje in kot sem rekel, ogromno mladih trenerjev, ki so sploh pripravljeni to celotno zgodbo in to število otrok povezati v neko celoto konec koncev, ki pa lahko predstavlja naš klub v taki dobri luči, kot jo predstavljajo do zdaj. Seveda pa brez te infrastrukture, podpore kluba, tudi ne samo trenerjev, ampak vseh, ki so v tem klubu, nam pač ta zgodba ne bi laufala tako, kot nam laufa. Tako da vsi so pač zaslužni za to in hvala vsem. To je to. Za začetek v bistvu moramo vprašati, na kakšen način vzamete tovrstne turnirje, kaj pomenijo vašemu košarkarskemu klubu in pa dejstvo, da imajo otroci priložnost se nekako in družiti in seveda tudi nabirati izkušnje. Najprej bi se rad zahvalil Sport klubu za povabilo na tak turnir. Definitivno je tak turnir ena lepa izkušnja za te fante. Bom rekel, na teh tekmah si fante nabirajo ene lepe izkušnje in vemo sami, da je že tako premalo tekama in če imamo možnost začeti tazga turnirja, se ga z veseljem udeležimo in to je to. Koliko je pravzaprav tekmovalnost v spredju oziroma na kakšen način ste pripravili svoje varovance na današnji dan? Kakšen turnir se bo odvil, kaj ste jim povedal? Jaz sem mojim fantom naročil, da je bistvo tega turnirja, da uživajo, da prikažejo eno lepo igro in da jim je konec koncev to neka nagrada za lepo delo na treningih in da konec koncev, da ko bomo tale dan danes zaključili, da bomo ga zaključili z nasmehom na licih in da bojo vsi zadovoljni šli domov. Koliko pomeni dejstvo, da dejansko igrajo fantje 3 tekme v enem dnevu, da imajo priložnost poznati 3 različne ekipe, se nekako prilagajati na različen stil igre? Glede na to, da z temi ekipami še nismo igrali, je spet to dodatna izkušnja. Vidijo, bom rekel, še dodatne ekipe, kakšen stil igre imajo, bom rekel, se jim malo prilagodijo. Tako da jaz mislim, da je to super zadeva. Kar se tiče pa same tekme, zdaj igramo s Heliosom, jaz mislim, pričakujem eno lepo tekmo, tako da to je to. Moram vas vprašati pravzaprav, kaj vam pomeni ta turnir in na kakšen način ste poskušali pripraviti fante na eno malo drugačno košarkarsko tekmovanje. Ja, turnir nam kot klubu veliko pomeni, predvsem zato, da otroci pridajo, da se igrajo, da se zabavajo, da dobijo mogoče še kakšno dodatno izkušnjo. Kar se tiče tega turnirja, smo otroke pripravljali, oziroma jaz osebno, nič kaj posebenega, razen to, da smo poudarjali, da gre za šport klub, da gre za eno drugačno izkušnjo, da je zraven tale ambasador Matjaž. Kdo je on, to smo jim malo predstavili, da bojo vedeli, kam so prišli, da bojo pač malo tudi o preteklosti izvedeli, drugače pa samo, da igrajo sproščeno in da dobijo te minute, ki si jih zaslužijo. Kako poskušate na samih treningih nekako zadržati in seveda željo, voljo, motivacijo teh otrok, po drugi strani pa pač razvija tudi potencial. Koliko enega pedagoškega znanja je seveda potrebno, da nekako obvladuješ to vrstno mladost? Sigurno, sploh fantje pri teh letih, ki je polno enih težav, ki se še malo iščejo, je treba biti malo psihologa, je treba biti malo košarkarja, vse skupaj
pa povezati zraven še starše, no pa mislim, da kar gre. No. Ampak ko naredijo napako, kakšen je odziv? Predvsem se poudarja to, da zaradi napake ne bo nič narobe. A ne? Je pa seveda vsak v tej tekmovalnosti hoče narediti najboljši. Predvsem je odziv samega igralca tisti najhujši, prime se za glavo, pa ne vem kaj. Ne? In tukaj smo mi trenerji, ki jim pač usmerimo, da to ni nič tasga in da jih bo še milijon naredil in da naj uživa, da naj podaja, da naj se igra še z drugimi soigralci in da naj bo kot ekipa in da tako bojo lahko kaj dosegali. Tako da to je v bistvu primarno. Super, uspešno na tekmi. Hvala. Moram za začetek vprašati, na kakšen način ste poskušali fante pripraviti na današnji turnir, v čem se mogoče razlikuje od neke običajne tekme? V bistvu neke posebne priprave nismo imeli, glede na to, da so to fantje stari 11-12 let. Poskušam samo razložiti, da čim bolj uživajo v košarki, neke stvari, ki se jih učimo na treningu, da prinašajo na tekmo. In to je v bistvu to. Čim več takih stvari, čim več tekem, super organizacija, super zadeva in v bistvu to je to. Poudarjamo to, da je fajn, da danes naredijo kakšno napako, naj se ne sekirajo. Na kakšen način tudi vi kot trener in pedagog poskušate jih motivirati, da jih stvari, ko kaj ne gre po načrtih, ne zmedejo preveč oziroma da niso preveč jezni nase? Na splošno se itak veliko pogovarjamo tudi o stvarih izven košarke, tako da v življenju ni vse fair, kakor vemo, tako da vsaka stvar je za nekaj dobra, tudi vsaka zgubljena žoga je za nekaj dobra. Moramo narediti napako, če se hočemo naučiti in to povem tudi njim in v bistvu to je to.